Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Prišel je nov mesec, že trka na vrata in tale bo poseben. Energije meseca. Evo, znova hvaležno pozdravljeni. Danes v moji družbi turbulentni Jimmy, tisti, ki po novem za Klepet ob kavi pripravlja tudi horoskop. Tako da vsak teden lahko preberete svežega, frišenga, takega pravga, ki ni recikliran iz leta 1992, a ne? Ker smo zadnjič slišali, da se to veliko dela. V naši družbi tudi Feng Shui svetovalka Tanja Glažar, ki nam bo zaupala, kam kaj premakniti, kako kaj postaviti in vse ostalo. Lahko vam pa mimogrede naredi tudi osebne elemente, ena izmed fantastičnih investicij. Danes pa v naši družbi prvič Lili Sorom, svetovalka in numerologinja. Lepo pozdravljena, dobrodošla v energijah meseca novembra. Zdaj, veliko se bo dogajalo na vseh področjih. Je to tisti mesec, ki je kakor nek mali petek do novega leta. Ampak nasploh, Lili, kako ti gledaš na mesec, glede na to, da nismo še zdaj spoznali glih tvojo interpretacijo, ne? Kako ti pogledaš sam mesec, kako pogledaš same energije meseca? V bistvu je veliko kombinatorike. Sam mesec je že 11. mesec, pa je mojstrski mesec, tako kot v vsakem letu, ampak je potrebno seveda upoštevati tudi samo letnico. Pa kaj prej, pa kaj pol in tako naprej. Tako da je tukaj kar veliko številk, s katerimi mogoče ne bi pretiravala, ker verjamem, da marsikdo ne vara matematike. Gremo pa v mojstrski mesec, resnično bo zelo intenziven. Okay. Zdaj, če pogledamo, vsak mesec se mi zdi, da najdeš nekaj takega, ne vem, januar novi začetki, pa februar kitajsko novo leto, pa marec, ne, za vsakega najdeš, ampak november se mi zdi pa tako malo bolj temačen. Res se mi zdi, že začne se s 1. novembrom, tista megla, tretje, ni čudno, da se ga vsi zapijejo pol decembra. Ne, to samo vadijo za novo leto. Veš, kot si rekla, mali petek, treba se pripraviti, da ni potem prevelik šok. Ampak ta mojstrski 11. mesec, kaj je ta 11? Mislim, to mojstrski se fajn sliši, ampak ponavadi v zadnji so pa neki izzivi. Absolutno. Tudi ko delamo osebno analizo, seveda vsi gledajo, a imam kakšno mojstrsko število, ampak sigurno to za seboj potegne tudi občutek odgovornosti, vibracij. Se pravi, z lahkoto zaidemo v mehanizme bega, namesto da bi se soočili s tistim, kar nam ne želi pa naša podzavest ali pa intuicija povedati. Ok, no boš povedala, s čim se bomo mogli vse soočiti. Kakšno žival imamo v 11. mesecu, kaj nam vlada, kateri je tisti element? To je kar pujsak, prašiček. Za prašička je značilno, da rad uživa v udobju in ugodju, da je to njegova miza je za zabavo in da se ne bi rad preveč premikal. Vendar je pa tudi, začne se 7. novembra, ne s 1. novembrom, mesec prašiča, je tudi ponazarja gibanje, ponazarja element vode. Element vode je tisti, ki vedno pada navzdol, ki gre navzdol, in to pomeni, da tudi energije gredo malo bolj navzdol. Zato ja, tvoja pripomba je čisto umestna, ne? Da se kar nekaj je, pa nič ni. Tu je yin dež, yin voda, ki ponazarja tak mehak dežek, meglene dneve. Se pravi, vreme ne bo glih najbolj? Po mojem res ne. Okay. Sploh v tej kombinaciji z elementom yin zemlje, ki je prisoten v letošnjem novembru. Ok. Zdaj, ena konkretna luna nas tudi čaka v tem mesecu, polna luna, taka malo drugačna. Astrološko gledano, mesec november, december že itak cel let napoveduješ, da bo krem de la krem vsega sranja, kar je lahko, ne? Ampak kaj pa november? Spravi, imamo številko 11, imamo pujska, iz astrološkega vidika imamo pa škorpijona. Škorpijon je intenziven mesec, globok, in bo izrazito škorpijonsko obarvan. Imamo 3 osebna planeta, ki bo tvoril steli, spravi močna, koncentrirana energija škorpijona. Plus imamo zelo pomembno polno luno 19. Kar je mogoče prelomnica, končuje se določen cikel. Še posebej cikel os dvojčki strelca in zdaj gremo v novo zadevo, to se pravi, tisto, kar smo že skoraj leto, pa 18 mesecev opozarjali, napovedovali, da bo težave v komunikaciji, laži, dezinformacije, zdaj se počasi to spreminja. Zelo pomemben mesec. Ok, pomemben mesec nasploh. Dobro. Ta škorpijonska energija,
Kako bi jo ti opisal? Moj oče je škorpion in mene je vzgajala ta škorpionska energija. Zikar sem si sama zbrala, ker je verjetno posebna energija to, ne? Mislim, specifična. Zdaj, v astrologiji nekateri preferirajo recimo strelca kot najbolj tako optimistično znamenje, nekateri vodnarja. Jaz osebno škorpiona. Mogoče zaradi tega, ker imam tudi 3 oziroma 4 planete v škorpionu in meni je zelo blizu ta energija. To je zelo prodorna energija, to je zelo močna energija. Tukaj ni mlačne zadeve. Tukaj je odločnost. Tukaj je ali je zelo hot, ali je pa zelo distancirano, ali je zelo turbulentno. Ne glede kako, škorpion nikoli ne pušča ravnodušnega. To je zelo pomembna energija, ker tukaj se transformirajo zadeve. Tukaj moramo iti res v globino zadeve. Tukaj ni prostora za površnost. Tako, tukaj gremo dejansko v globino zadeve. Škorpionska energija je ena od najbolj pomembnih transformacijskih energij, ki jih vsak mora dati. Je pa zelo zahtevna energija. Zelo. In mnogi se bojijo tih škorpionskih globokih vod. Ker to je voda, ne, tako kot je rekla. Lili, kako je ta energija meseca novembra mogoče tudi povezana z naslednjim letom? Kaj nam v bistvu prinaša mineštra zdaj vsega tega? Se pravi in mesec in leto? Jaz bi za začetek rekla, ko sem ga poslušala, pa tako skopiram lahko skoraj iz numerologije. 19 je tudi karmično število, se pravi ta preskok, sprememba bo zelo ključna v mesecu samem novembru. Gledamo pa, v kaj stopamo. In stvari bodo zelo jasne postajale. Tudi v novembru bo energija bolj usmerjena v nas. Se pravi, če tako pogledamo, ogromno je nekih informacij okrog nas, ogromno različnih informacij okrog nas. Začeli bomo končno sebe mogoče malo bolj poslušati. Tako da preko tega potem izbiramo, kaj bomo drugo leto počeli. Drugo leto gremo pa v obdobje ljubezni do sebe. Se pravi, kako znamo mi sebe takšne, kot smo, tisto, kar nam je všeč in tisto, kar nam ni, sprejemati in ljubiti dobesedno, da lahko to transformiramo. Tako da v bistvu, ja, nas bo šejkal, da po domače rečem tale november, ker enka in enka pomenita en in drug ekstrem. Se pravi, lahko gremo zelo levo, zelo desno in letošnje leto, ker je tako turbulentno, nas je že tako pretreslo, da več ne vemo, kam še lahko pademo, ker je včasih lahko zelo fajn. Ker v teh nekih izbirah in otenkih, ki jih prej niti nismo zaznavali, mogoče sebe najdemo, pa smo v tem celo presenečeni. Ok, se pravi, nič več mencanja, nič več sprenevedanja, zelo jasno bojo zadeve šle naprej. Se pravi, se boš mogel definirati, ne? Tako. Tudi mi bomo mogoče lažje neke informacije sprejemali, pa bolj trezno razmišljali, za razliko od zadnjih parih mesecev. Aha, se pravi, ne bomo si več pustili, da nas kar neki vodijo pa to. Pa to je začeli bomo svoje informacije iskati. Vse načeloma veliko je preverljivo, pa si mogoče vzamemo časa za to, ker verjamemo na prvo žogo. Se pravi, veliko bolj bomo začeli sebe poslušati. Število 11 simbolizira tudi intuicijo, naš notranji glas. V mesecu novembru letošnjega leta na nas vpliva število 7, ki pa simbolizira resnico, pravičnost in pa kristaliziranje. Se pravi, stvari se bodo začele jasniti. Ful fajn! Končno! Ja. Tanja, kaj bomo predstavljali po hiši, poleg tega, da si bomo verjetno, kar si rekla, da bomo bolj tako lahko že malo začeli z pridobivanjem decembrskih kilogramov že novembra, ne? To pa ne velja. To pa ne velja. Ne, to pa ne velja, ne? To pa bomo zdaj mogli nekaj narediti. To pa mogli nekaj narediti, ja, malo energijo ukrotiti. Vsekakor je prva stvar tukaj element lesa. Mi imamo yin zemeljco, to je mama, vrtiča, ki za vse poskrbi. Spodaj imamo vodo, ki se skozi nekaj giblje. Se pravi, kaže na nestabilnost, na vrhu je kakor vse v redu, od spodaj v nas pa vre in akcija. Spet se mi zdi, da nekaj potresa napoveduješ. Pa dajmo se mi ustaviti pri urejanju. Ja, potresi, plazovi, tudi mogoče kakšne rudarske nesreče, spravi nekaj, kar se dogaja pod zemljo. Ampak to pomeni, da se v nas samih nekaj močno dogaja, da prihaja do spremembe, da se stvari bistrijo, ker je spodaj voda. In voda je vedno gibanje in vedno sprememba toka. V stanovanju, v prostorih, pa ta dva elementa usklajuje prav element lesa. Jaz sem že oktobra rekla, poroščite si jesen, prineste malo ruja v prostor, tudi kakšno zeleno rastlinco, več rožnatih, cvetličnih, takih in podobnih dodatkov.
Skratka, ne bo bolj sveža energija, bolj yang, ker ta dva elementa, in zemlja in voda, sta zelo yin, zelo tako počasi, ampak vztrajno delujeta. Tako da rabimo malo za balans, malo yanga, malo žive energije lesa. Okay. Se pravi, v šoping po kako novo rožico, glede na to, da zdaj se pa začne to ogrevanje in vse ostalo, mogoče kakšen praprot, glede na to, da največ tudi oddaja kisika, da bomo fajn dihali in tako naprej. Krasno, ja, ali pa kakšen bršljan, dekoracija z bršljana, ni treba, da ne živijo vsi na krasu, oziroma kras bo izropan, če bom toliko ruj reklamirala. Skratka, nekaj živega v prostor, nekaj lesenega. In seveda, tu je tudi mesec, ki zadeši po drvih, tudi to je element lesa, se pravi, tiska ima možnost, lahko malo z elementom ognja ukroti ta močen podtalni vodni tok. Ok, jaz imam še druge ideje, kako lahko to narediš. Jimmy, turbulentni december napoveduješ, da bo tak, ne? December bo finiš, Ja. turbulentnega leta. November bo tudi napet, še posebej tam nekje okoli 10. novembra se končuje zadnji močen negativen aspekt med Marsom, ki je v močnem elementu znamenju Škorpijona, in tega težkega Saturna, in tukaj moramo zelo paziti. Verjetno se bojo tudi na globalni, na širši sceni dogajale oziroma nadaljevale napetosti. Upam, da ne bo prognoza pravilna, ampak se strinjam z Tanjo. Verjetno lahko pričakujemo tudi kakšne zunanje ali potresi ali pa celo poplave. Nekaj se bo treslo, če pa ne tako na družbenem sektorju, bo še zadnji krč, priprava za december. Decembra nas čaka še ena taka močna zadeva. Ta oktobrska poplava, je bila presenečenje zate? Pa niti ne. Ne? Niti ne. Energije so bile take, da smo rekli, da je borba dveh enakovrednih elementov, borba za prevlado. Septembra je bil tip energij, ki je bila revolucija, ki je bila akcija. Tukaj se je ta revolucija že, recimo, da govorimo v elementih, stabilizirala v dva enakovredna elementa. In novembra prihaja do rušenja obstoječega, če rečem en tak zelo grob izraz, ampak to ne pomeni vedno nujno nekaj slabega. Gledate oddajo Klepet ob kavi, ki se na televizijskih ekranih predvaja že 8. sezono. Za vas smo do zdaj ustvarili že več kot 2400 oddaj. Gostili smo več kot 3000 gostov. Preko spleta ustvarili več kot 7 milijonov ogledov in gostili več kot 10 000 udeležencev na različnih dogodkih. No, danes praznujemo in vi lahko praznujete z nami, omogočamo namreč brezplačno poštnino na vse izdelke, ki jih priporočajo Klepetovi strokovnjaki. Pa dobrodošli tudi v naši skupnosti preko Facebooka, Instagrama in seveda YouTube kanala. Vsekakor pa več informacij in vse o dogajanju najdete na klepetobkavi.si. Še enkrat, dobrodošli v naši skupnosti in uživajte v ogledu izobraževalnih vsebin. Lili, imaš občutek, da bi se vi že prej zmenili? Tako, ja. Mislim, tako, dosti podobne stvari govorite, Tako. ti strani numerologije, on astrologije, ti feng shuja. Se v bistvu razlagamo isto obdobje. Težko bi zdaj eden rekel, živ dolg čas bo, ne vem, kaj bi počel. Ker razlagamo iste energije, samo z drugačnimi orodji. Krasno, čudovito. No, okrog tele mečkeno pred novembrsko polno luno, ki je pravzaprav mrk, ne? Tako. Se bo zgodil tudi en krasen dogodek, meditacija in pa zvočna kopel. To je pomemben datum, ki smo ga zbrali na Jimmyjevo priporočilo. Kaj bo s to luno, kaj bo s tem mrkom se dejansko dogajalo? To je lunin mrk v biku. To je pomembna prelomnica. Vsakih 18 mesecev se zamenja ta os severnega južnega vozla. To je tudi povezano z določenim mrkim, tako kot sem prej rekel. Zadnjih 18 mesecev smo bili res napadani
z vseh stranih glede slabih komunikacij, dezinformacij, zablod, razočaranj. In zdaj prihaja do shifta, do spremembe. Se pravi, zdaj bo prevladujoča energija v naslednjih 18 mesecev glede teh lunacij bik, škorpijon. Pomeni, da bojo določene vrednote in energije spremenjene. Zdaj bo bolj prišlo na plan denar, prehrana. Če so prej bile informacije problematične, zdaj bojo druge zadeve prišle v obzir. Skratka, napovedujem v naslednjem obdobju, denarne zadeve bojo zelo, zelo na udaru. Veliko stvari se bojo razkrite. Aha, se pravi, govorimo finance, kriptovaluta, razpad valut. Pretresi. To se pravi, tukaj treba biti zelo pozoren glede tega. Ampak še vedno, tako kot je že kolegica prej napovedala, informacije bomo zdaj počasi dobivali bolj stabilne, bolj resnične. Pravzaprav se že dogaja proces, ampak zdaj, v tem novembru, bo dejansko prišlo do bolj pametnih, bolj preverjenih. Napovedujem, da se bo veliko resnic prišlo na površje. Škorpijon to zahteva, tukaj ni skrivanja. Škorpijon ali pa resnica je eno to isto. Torej, to je zdaj neka naša platforma za naslednjih 18 mesecev. Omenil si tudi hrano, prehrano. Kaj, da bi tukaj prišlo do kakih, ne vem, izpadov zaradi, ne vem, prevozov, ne vem, česarkoli v tem smislu, ali misliš bolj v smislu revolucije, da si bo folk tudi začel delati svoj vrt, pa magari je to na okenski polici, da se bomo začeli, ne vem, bolj zavedati, kaj bomo jedli, kako bo ti to pomembno? To, kar si je rekla, je moj nasvet, pravzaprav, ker to je ta tema. Zdaj, če sem mal črnogled, bi dal en nasvet, da se ljudje malo naberejo zaloge. Ojej, ta nasvet. Za vsak slučaj. Bik zahteva varnost, sigurnost, previdnost. Bik je tudi prehrana, so tudi vrednote, ostale zadeve. Ampak cela os, bik, škorpijon, je v osnovi finančna zadeva. Tukaj bojo zdaj prihajale do pretresov ta tematika. Če je v predhodnem obdobju bila nekatera poglavitna zadeva glede informacij, ljudje so bili zmedeni, ali verjeti eni strani. V bistvu se bo to zdaj malo materializiralo vse skupaj. Zdaj se bo pa materializiralo, sčistilo, ampak bojo prišle nove vrednote. Sprememba vrednot bo prišlo. Upam, mislim, skoraj sem gotov, boljše. Ljudje se bojo streznili, še posebej to, kar si prej omenila. Mislim, da je zelo pomembno, da ta poudarek, da ljudje malo bolj poskrbijo za svojo prehrano, za svoj način prehranjevanja, ampak tudi, da malo več delajo na to temo. Ok, odlično. Zato pa je tukaj Klepet ob kavi. Že več kot 2400 oddaj smo posneli za vas. 2400 oddaj, več kot 3000 gostov. Na online, torej spletnih ogledov, več kot 7 milijonov in še naprej bomo ustvarjali torej za vas. Lili, ti si danes tukaj frišna, pa povej mi čisto iz numerološkega vidika, vidiš tudi sama, recimo sploh naslednje leto, v tem smislu, mogoče kakšne take zadeve. Mislim, to mi malo diši, Jimmy, kar si povedal, kakor na eno tako malo finančno krizo, ne tako recesija scena, ampak revolucija scena. Sprememba. Nočem biti črnogled, ampak moramo biti previdni. Ta tematika bo prišla v ospredje. Ok. Kako ti vidiš sploh naslednje leto, ki se v bistvu na nek način malo energijsko je že pripeto na november? Ja. Rekla bi, sploh bi se naslonila še na lansko leto. Jaz sem že takrat govorila, da vstopamo v obdobje, ko se bodo rušili sistemi, ki so zastareli. Ali je to politični sistem, ali je to finančni sistem, ali je to zdravstveni sistem. Lansko leto, ker je bil seštevek 4, je bilo logično, da se bodo ti izzivi predvsem pojavili na področju celotne Zemlje, ker povezujemo z elementom Zemlje kot planetom in fizičnim telesom. Drugo leto, 22, je mojstrska končnica, pa je tudi 4. Se pravi, tako kot je že on opozoril, prehrana, zdravje, zdrav način življenja,
življenja, kjer je seštevek 6, pa kako mi ljubeče in zdravo poskrbimo zase. Ker to, da rečemo, zdaj sem najprej jaz, pa me brigajo drugi, tudi ni zdrava ljubezen do sebe. In ta strah pred preživetjem, pred smrtjo, pred nečim groznim se je zelo pokazal že 2020. In jaz upam, da smo se takrat tudi kot človeštvo že naučili malo drugače ravnati in bomo mogoče malo bolj ljubeči do sebe in do drugih, predvsem pa bolj, da mogoče malo hicno rečem, odrasli. Jaz upam, da smo tekom vsega tega letošnjega leta, ki je bilo malo najstniško v določenih odzivih, se naučili malo odrasti. So pa vse te prelomnice vidne tudi v samih številkah, v sami numerologiji, bodo se rušile stvari. Okay. Poglejmo, kaj smo mi zbrali za investicijo tega meseca. Vsak mesec namreč zberemo vse te zadeve in investicija tega meseca, nasploh smo mesec poimenovali mesec spanja in zdravega počitka, dajte se torej naspat, pa vse ostalo. In investicija tega meseca pa zdrav spalni ritem, mislim čisto po domače povedan, skuram spat in petelini vstat. Potem smo dali nočno razstrupljanje, se pravi, da zvečer vzamemo nekaj takega, kar bo pozitivno vplivalo na nas in to ni velik obrok, ampak nekaj lahkotnega in da mogoče večer zaključite z rjavimi morskimi algami, ki bodo odlično razstrupljali telo in poskrbeli za kvaliteten spanec in pa seveda D-vitamin, če ga še ne uživate. Poglejte si vse podatke, tudi masovni mediji poročajo, da praktično hude zaplete imajo samo tisti, ki imajo pomanjkanje ali pa hudo pomanjkanje vitamina D. Torej, dejte to dodati, kajti ni drugega načina, razen seveda, če imate tak apetit, da boste pojedli tam 250 jajc, pa par kil tune in podobno. No, vse to je vaša zadeva. Skratka, vse to najdete, tudi povzetek tega na klepetobkavi.si. In preverite tudi priročnik hormonskega stanja. Tudi to je ena taka nova, frišna, fajn zadeva, ki smo jo pripravili za vas. O samem spancu in vsem ostalem pa si lahko več pogledate tudi na zavihku brezplačno na klepetobkavi.si. Zlati ključi za zlata vreden spanec. Mogoče danes kdo bo rekel, pa vse tukaj stvari sem zdaj slišal, mogoče bi bilo v redu, da kar vse skupaj prespim, pa potem pridem, ampak Tanja, mi zdaj tukaj nekaj govorimo o tem, da vohamo novo leto. Ti imaš še dolgo do novega leta, zate šele februarja. Šele februarja, res je. 7. novembra se v bistvu začne šele obdobje zime, zimskega letnega časa, ki traja do konca januarja. In sem spada in tako mesec prašiča, ki je november, in mesec podgane, tu je še močnejša voda, še bolj deluje navzdol, še bolj bomo kontradiktorni, se pravi, element vode vedno vleče navzdol, drugi elementi malo držijo, stabilizirajo to vodo. In hkrati gledam mesec, letos je leto vola, leto oranja ledine. In mi v bistvu pripravljamo teren za naslednje leto, ki prihaja leto tigra, in to pa je vedno, tiger je herbac. Iskanje novih poti. Okay. Ja, in tudi malenkost bomo občutili malo več elementa ognja. To je povezano in s hrano, in z zdravjem, in z borzo. Skratka, element ognja je to, ki je zelo šibek. Zato dajmo novembra, dajmo decembra malo poskrbeti za balans, tudi z elementom ognja, ne samo lesa, to je vedno kombinacija. Da se malce pogrejemo, da malce stabiliziramo. Tisti pa, ki bi želeli finance, tudi novembra, kljub vsem tam, raj bi bil na kavču pa za polno mizo, pa se hrano, pa malo dremal, tudi kaj narediti, je pa to odlično južno področje in pa severovzhodno področje. To zlasti velja recimo za poslovne prostore, da energetiziramo za finance. Okay. Ampak pozor, tisti, ki bi pa rajši podprli odnose, se pravi, če nam pa to šeba, to pa vsekakor naredimo doma, enako na obeh področjih. Ker tip energije je namreč tak, da lahko spodbudimo eno ali drugo. Se pravi, da se bo familija bolj razumela, v osnovi ata pa mama. Tako. Kaj bomo postavili, kam? Na severovzhod postavimo kakšno lepo rastlino, zdravo, svežo, cvetje v vodi, kaj podobnega. Enako lahko na jug. Na jugu lahko tudi pržgemo kamin, luč, svečko, kakšne rdeče dodatke. Spravi, če imamo južno orientacijo, odprimo zavese, načrpamo to sončno energijo v prostor. Da bo žgal, bo žgal. Tako. Odlično. Torej, še enkrat v tem mesecu posebej vabljeni na meditacijo in zvočno kopel pred tem mrkom v biku. Je to dober način, da gremo lepo čez ta prehod?
to je idealen način. Moj nasvet je, da ob takih prilikah res se Tudi november zelo zahteva, da se poglobimo vase. Ne? In 19. november je idealna prilika za res poglobljeno meditacijo, da se res poveže. Od 1. novembra itak dan, vemo, kaj on predstavlja, ampak to je vedno povezava z nama, z našo preteklostjo, z globokimi čustvenimi zadevami. In 19. je idealen mesec, da se res globoko povežemo in pripravimo za novo avanturo. Vabljeni torej na tale dogodek prav tukaj, fizično tukaj, kjer smo zdaj, se to vse skupaj dogaja. Vse damo stran in pridemo sem na vseh teh pravih razdaljah in imamo tukaj zvočno kopel in meditacijo. Tako da, če še niste bili, pridite pogledati. Zraven kot bonus boste še videli studio, koliko je velik ali pa koliko je majhen, vsekakor je pa drugačen, kakor ga vidite na televiziji. To je pa enkrat ena, ne? Televizija naredi svoje, pa pohvalili boste, kako smo bolj suhi, pa vse te zadeve pridejo zraven. Drugače pa tudi Facebook lahko pogledate, tam dobite vse aktualne zadeve, ki se bojo dogajale. Med drugim pa konec meseca tapkanje, zato da boste lahko z vsemi temi čustvi, ki bodo prišla nazaj, da jih boste lahko fajn handlali. Tanja, ti nam boš zaupala kaj več o odnosih, mi pa si poglejmo tale trenutek, zakaj smo izbrali tapkanje in zakaj smo ta dogodek postavili na konec meseca. Tako začnemo, da definiramo naš problem. Hkrati pa povemo, da čeprav smo mi jezni ali pa pač imamo nek drug problem, smo mi vseeno v redu oseba. Tako da zaključimo s tem, zato da se mi počutimo, da tudi če čutimo jezo, če nas je strah, če čutimo žalost, smo mi kljub tem občutkom, ki jih zelo iskreno izrazimo, vseeno fajn, dobra oseba oziroma se probamo sprejemati. Okay. To povemo na kar tej točki. Čeprav sem jaz jezna toliko, da bi šefa zdajle utopila v žlici vode, sem jaz vseeno v redu. Jaz sem tako. Kot v redu oseba, ne da se v redu počutim, ampak da sem v redu oseba. Okay. In to 3-krat povemo na kar tej točki. Potem pa nadaljujemo na vrhu glave, na temenu in samo ponavljamo opomnik našo težavo. Jezna sem. Jezna sem. Notranja stran očesa, na koncu obrvi, kosti, tako, leva ali pa desna vseeno? Leva, desna, lahko bi hkrati, vseeno. Isti efekt. Ponavadi desničari z desno. Jezna sem. Jezna sem. Zunanja stran očesa, ne na senci, ampak noter na kosti, čez blizu očesa. Noter, tako, jezna. Jezna. Pod očesom. Jezna. Jezna. Tako. Pod nosom. Jezna. Jezna. Na bradi. Tok jezna, da bi ga v žlici vode utopila. Jezna. Tako. In potem na ključnici. Ključnica je velika, lahko takole. Ne vem, kako bo zdaj to na mikrofonček delovalo. Jezna. Jezna. In pod pazduho. Nekako v višini pasu od modrčka. Zelo jezna. Zelo jezna. Tako. In potem ta krog ponavljamo. Dokler nehaš biti jezen? Toliko časa, točno toliko časa. Kaj mene zdaj že menil. Se pravi, teme, tukaj. Vse greš v bistvu od zgoraj na vzdolj, ne? Tako. Ta vrstni red tudi ni nujen, lahko ga po svoji želji prilagodite, ampak ta je nekako tak logičen, padajoč, da si ga ljudje lažje zapomnijo. To so energije meseca novembra. No, veliko stvari smo že pogledali v tem mesecu. Poleg ekološke, sezonske, lokalne prehrane, ki je najbolj bistvena, svetujemo tudi krepitev ključ in pa pripravo jeter na veseli december. To boste odlično naredili z kurkuminom, torej več muh na en mah, super za pljuča, odlično za jetra, tudi za vsa skrita vnetja, ki so umili bolečino in deluje tako, da dvigne voljo, kajti kurkumin so preverjali oziroma so testirali skupaj vzporedno z Prozakom in so ugotovili, da ni stranskih učinkov, učinek sam pa je zelo primerljiv in zadeva je torej naravna. Tako da je kurkumin kompleks priporočamo v tem obdobju za nekaj, da se torej pripravimo na vso to obdobje. Kar pa se tiče samih odnosov, kaj se bo dejansko dogajalo glede na te
stresne, Kombinacija vodne. energij na osrednjem področju je stresna. Stres, nesreča, skratka, in to, kar je na osrednjem področju, se širi na vsa področja. Mi vedno usklajujemo osrednjo področje z kovino, se pravi z elementom kovine, kovinski dodatki. Dejstvo je, da tudi področje severozahoda, ki ne bi bili v osnovi naši zaščitniki, je področje agresivnih energij. Se pravi, taki, ki bi nas mogel ščititi, je malce napirjen. Se pravi, tudi to področje bo treba v odnosih malce zaščititi. In gledati, kje so klicaji pri vodniku, a ne? Seveda, oziroma tale je priročniku. še za letos, Ja. za 2022 je pa že v tisku. Je pa že frišen. Ja, ja. Odlično. Prejšnje leto zelo hitro so bili razprodani. Srčno upamo, da se je z ta pravo količino Tanja letos pripravila, ampak veliko je bila z doma, jaz ne bi računala na to, tako da čim prej si svojega zagotovite. Kar se tiče samih vseh teh različnih čustev, ki bodo prihajala ven, kaj bi ti nasploh svetovala tukaj? Zdaj, prej sem omenila, novembra na nas vpliva število 7. To povezujemo tudi s pisanjem, z meditacijo, z odmikom v naravo, v tišino, vase. Torej, tisti, ki mogoče težje izražajo svoje čustva, ki se mogoče težje odprejo, zaupajo, naj pišejo. Tudi če pišejo sami sebi, tudi če včasih tudi to pomaga. Si jezen, pa napišeš mail, pa ga potem ne pošleš. Ampak naj bo pač v neki tišini, v nekem zaupanju do življenja, do sebe, izraženo tisto, kar pač prihaja ven. In jaz verjamem, da enkrat, ko pričnemo, marsikaj potem tudi odklenemo znotraj sebe. Tako da to je tudi lahko ene vrste meditacija ali pa ene vrste zdravljenje, po drugi strani pa tudi komunikacija. Se lahko potem mogoče kakšne razne klicaje, pa neprimerne besede kasneje izločimo, pa potem tudi to pokažemo naprej. Ampak terapevtsko. Tako. Tudi če sam čačkaš po... Ker razkriva. Enkrat, ko se sprostimo, isto je s slikanjem, s katerokoli izrazno umetnostjo tudi, ne? Ampak eni so pač malo bolj barvni, drugi manj, torej za tiste, ki mogoče težje stopajo do jeze, do sanj, do česarkoli, kar je čustvenega, pisati. Odlično. Evo, tole so bile energije meseca novembra, podelite jih še s kom drugim, da note zdaj sam vi pripravljeni, ostali pa čist nepripravljeni na to, kaj jih čaka. V moji družbi so bili odlična numerologinja, hvaležna sem, da si danes tukaj, Lili Sorom, izvrstna feng shui svetovalka, ki vam lahko mimogrede naredi tudi vaše bazi osebne elemente in to je tudi fajn darilo, Tanja Glažar in pa Jimmy, turbulentni Jimmy, ki pripravlja po novem tudi horoskop in to frišen tedenski horoskop in lahko vam naredi tudi krasno astrološko karto, tudi za ujemanje, pa za otroka, vse živo. Skratka, krasne informacije, ki jih dobite enkrat za celo življenje in jih lahko lepo potem obnavljate, pa vidite, kako so zadeve drugačne skozi čas. Skratka, hvala vsem trem, dobrodošli tudi vi, dragi gledalci in gledalke, v mesecu novembru. Tale povzetek vsega, kar ste morda zamudili, pa na klepetobkavi.si preverite vse njihove zapiske in delite jih s ostalimi.